Lepo pozdravljeni. V okviru današnjih predstavitev vam bomo predstavili možnosti mednarodnega sodelovanja in povezovanja v okviru mednarodnih mrež in združenj, v katere je vključena Univerza v Ljubljani, možnosti izmenjav in različne programe, ki omogočajo sofinanciranje tovrstnih izmenjav. Univerza v Ljubljani je vključena v več kot 30 mednarodnih mrež in združenj, od tega je za nas strateško pomembnejše sodelovanje v okviru Evropske zveze Univerze Utopija, Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, CELS-a, EU-a, LERU C7, The Guild in pa Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Prav tako je strateška usmeritev Univerze v Ljubljani sodelovanje v regiji Zahodnega Balkana, sodelovanje z afriškimi univerzami in institucijami in pa povezovanje in sodelovanje s Slovenci, ki delujejo v zamejstvu in po svetu. V nadaljevanju vam bom podrobneje predstavila možnosti sodelovanja in povezovanja v okviru Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana ter Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana je bil ustanovljen leta 2018 in združuje 34 univerz iz regije. Namen Rektorskega foruma je povezovanje in poglobitev sodelovanja med univerzami v regiji, obravnava pomembnih regionalnih in evropskih tem in pa ključnih vprašanj s področja izobraževanja, raziskav in inovacij za prihodnost regije Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Prav tako se ukvarjamo tudi s temami približevanja držav Evropski uniji, se pravi tistih držav, ki še niso članice Evropske unije. V okviru Rektorskega foruma delujejo 3 delovne skupine, ki se ukvarjajo z razvojem visokošolskih programov, politik izobraževanja in znanosti ter raziskav in inovacij v regiji. Predstavniki delovnih skupin so pripravili tudi 2-letni program dela, ki si ga lahko ogledate na navedeni povezavi. Zaradi pomembnosti in strateške usmeritve Univerze v Ljubljani in seveda v dogovoru s partnerji iz regije smo ustanovili stalni sekretariat Rektorskega foruma na Univerzi v Ljubljani. Prav tako poskušamo povezovati aktivnosti, ki potekajo v okviru Rektorskega foruma in tudi v okviru različnih drugih mrež. Tako organiziramo v okviru Evropske zveze Univerz Utopija delavnice za partnerje iz regije. Prav tako se tudi prizadevamo za povezovanje z Evropskim združenjem univerz, v katere so vključene različne univerze, članice Rektorskega foruma. Z namenom poglobitve sodelovanja, povezovanja, izmenjav študentov, osebja, izvedbe skupnih programov, projektov, konferenc in drugih aktivnosti, smo tudi v lanskem poletju pričeli s pripravo e-novičnika, v katerem članice obveščamo o odprtih evropskih razpisih in različnih aktivnosti, ki potekajo na evropski, nacionalni ravni in pa seveda na posameznih članicah univerzah Rektorskega foruma. Vabim vas, da si ogledate spletno stran, kjer lahko najdete tudi kontakte posameznih univerz in fakultet po posameznih področjih in lahko v primeru interesa tudi sami kontaktirate posamezno univerzo oziroma fakulteto ali pa se obrnete na nas za več informacij. V okviru Rektorskega foruma si prizadevamo tudi za povezovanje postdoktorskih raziskovalcev in pa doktorskih študentov v višjih letnikih študija in pa tudi doktorantov v prvih letih po zaključku doktorata. V ta namen so bili na različnih univerzah v regiji ustanovljeni centri za napredne študije, ki se povezujejo tudi v regionalno mrežo centrov za napredne študije. Trenutno so v to regionalno mrežo vključene Univerza na Reki, Beograd, Črna Gora, Skopje, Sarajevo, Hasan Priština, Tirana in pa Ljubljana. Se pravi, ta mreža centrov pa deluje pod vodstvom oziroma koordinacijo Univerze na Reki. Zdaj v bistvu teh centrov za napredne študije si bomo prizadevali za povezovanje postdoktorskih raziskovalcev na skupnih dogodkih, tako družabnih kot tudi dogodkih za karierni razvoj, kot so to na primer delavnice za pisanje projektov, delavnice za pisanje člankov, usposabljanja o etiki in integriteti v raziskovanju in prizadevali pa si bomo tudi za mreženje raziskovalcev iz različnih raziskovalnih področij iz regije.
Trenutno že obstajajo štipendije za postdoktorske raziskovalce in doktorske študente v višjih letnikih študija ter doktorante v prvih letih po zaključku doktorata. V lanskem letu, običajno so te štipendije objavljene konec koledarskega leta, nekje oktobra, in pa v lanskem letu je bila tema spremembe na Balkanu, strateške intervencije za demokratično Evropo, kjer smo pa prejeli tudi prijavo študenta Univerze v Ljubljani. Kot sem že omenila, se v okviru rektorskega foruma prizadevamo tudi za prijavo na skupne projekte. Tako smo bili uspešni in smo pridobili projekt URGE, ki se v bistvu ukvarja z vzpostavitvijo skupne mreže znanstvene diaspore, ki bo omogočila nek institucionalni okvir in povezovanje z diasporo, se pravi z akademiki, ki delujejo, z domačimi akademiki, ki delujejo v tujini. Partnerji v tem projektu smo poleg Ljubljane tudi Univerza v Mostarju, Univerza v Črni gori in pa Univerza v Beogradu, ki tudi vodi in koordinira projekt, prav tako je tudi pridružen partner Regional Cooperation Council. Zdaj pred časom ste z naše strani že prejeli spletno anketo, tako da bi vas tiste, ki še niste izpolnili te ankete, povabila, da si vzamete par minut časa ter izpolnite spletno anketo na tej povezavi. Poleg navedenih iniciativ obstajajo oziroma se odvijajo še različne druge aktivnosti, kot so vzpostavitev sodelovanja, ki sem ga že omenila v okviru projekta URGE za Regional Cooperation Council. Sodelujemo tudi na konferencah za berlinski proces. V okviru naše službe za raziskovalno dejavnost se organizirajo različni povezovalni dogodki, matchmaking dogodki, kjer lahko partnerji predstavijo svoje ideje o projektih in se potem tudi dogovorijo za skupno prijavo. Poleg tega pa obstajajo tudi še različne druge pobude in aktivnosti. Zdaj bi pa nekoliko vam predstavila svetovno mrežo Univerze v Ljubljani, ki združuje s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge osebnosti, ki delujejo v znanstveno-raziskovalnem okolju v tujini. Zdaj, sama mreža je nastala leta 2015 kot ena od dejavnosti, s katero smo želeli na Univerzi v Ljubljani dvigovati kakovost študijskih programov, utrjevati mednarodno sodelovanje in pa ugled Univerze v Ljubljani. Trenutno mreža združuje več kot 250 članov. Spodaj lahko vidite predstavnike vodstva SMUL, ki so bili izvoljeni konec leta 2014, njihov mandat traja 2 leti. Trenutna predsednica je dr. Mihaela Pavličev, ki je evolucijska biologinja in prihaja iz Univerze na Dunaju. Potem kot predstavniki sveta SMUL so dr. Veronika Fikfak, ki je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Šoli za javno politiko na Univerzitetnem kolidžu v Londonu in pa tudi direktorica Inštituta za človekove pravice. Poleg tega sta člana tudi dr. Uroš Seljak, ki je profesor anatomije in fizike na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju, hkrati pa deluje tudi na Lawrence Berkeley nacionalnem laboratoriju, in pa profesor dr. Boštjan Markoli, prorektor Univerze v Ljubljani za kakovost in internacionalizacijo, ki deluje v svetu kot predstavnik Univerze v Ljubljani. Zdaj v okviru svetovne mreže Univerze v Ljubljani potekajo različne aktivnosti. Upam, da ste že zasledili in se udeležili katere od predstavitev, ki jih organiziramo v okviru iniciative, ki smo jo poimenovali Znanost za vse, predstavitve dosežkov članov in članic SMUL. Tukaj člani in članice SMUL ali pa njihovi študenti, raziskovalci, raziskovalne skupine predstavljajo različne svoje raziskovalne izsledke, delo v njihovih raziskovalnih skupin oziroma naslavljamo v okviru teh predstavitev tudi aktualne družbene tematike. Potem v nadaljevanju sem navedla nekaj aktivnosti, s katerim spodbujamo sodelovanje z člani in članicami SMUL, se pravi, vključeni so v različne komisije, v izbor izjemnih mentorjev, komisijo Ana Kanski, nagrad Uroša Seljaka. Omogočili smo tudi brezplačen vpis v KOBI za tiste člane in članice SMUL, ki so aktivno vključeni v aktivnosti UL.
Tukaj bi pa na vas naslovila tudi, se pravi, prošnjo, da si pogledate oziroma preverite možnosti tudi sodelovanja s člani in članicami SMUL v okviru vašega raziskovalnega dela, se dogovorite mogoče za kakšna gostovanja in povezovanja, morda že zdaj kot študenti oziroma potem tudi v nadaljevanju kot doktoranti oziroma zaposleni raziskovalci. Poleg navedenih pa obstajajo tudi različne sheme na nacionalni ravni, kot so na primer sklad Aleša Debeljaka, potem tudi javni sklad omogoča različne aktivnosti za sodelovanje in povezovanje s Slovenci, ki delujejo v tujini. Poleg tega deluje tudi ASEF, Vtis in tudi različne druge iniciative, ki se trudijo za tovrstno vzpostavljanje in poglobitev sodelovanja. Več informacij si lahko pa pogledate na spodaj navedenih povezavah. Povabila bi vas pa tudi k ogledu konference SMUL, ki smo jo organizirali v začetku oktobra na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Na tej konferenci smo razpravljali o pomenu in vrednosti znanja v današnji družbi, spremembe, izboljšave, pomena univerz in pa tudi smo organizirali okroglo mizo na temo vračanja slovenskih strokovnjakov iz tujine. Sam dogodek pa je potekal pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Zdaj, ideja je bila tudi, želeli smo povezati več študentov in raziskovalcev s člani in članicami SMUL. Udeležba v bistvu glede na prijave ni bila tako visoka, imeli smo preko 200 prijav, samega dogodka se je udeležilo 84 udeležencev, tako da bi vas tudi povabila, da spremljate naše aktivnosti in se tudi aktivno udeležujete in sodelujete na dogodkih, ki jih organiziramo. Zdaj bi pa čisto na kratko omenila še GILD, da GILD je tudi v bistvu združenje, ki omogoča, da Univerza v Ljubljani podaja pobude skupaj seveda z ostalimi univerzami članicami da GILD Evropski komisiji. Se pravi, da GILD je zelo pomemben sogovornik Evropske komisije, preko da GILD-a lahko članice združenja delimo svoje znanje, izkušnje, tudi prakse, povabijo nas tudi, da podamo mnenja pri pripravi različnih novih shem financiranja. Tako da v bistvu tukaj so navedene tudi delovne skupine da GILD, v katere so vključeni različni predstavniki, glede na področje seveda, ki se obravnava v okviru posamezne delovne skupine. Bi vas pa povabila, da si pogledate spletno stran in se prijavite na novičnik da GILD, kjer lahko najdete oziroma preko katerega boste obveščeni v različnih novostih o programih, o dogovorih na nivoju Evropske komisije in različnih drugih priložnostih. Zdaj, kot sem omenila, je tudi nacionalna in institucionalna usmerjenost sodelovanje z afriškimi univerzami in institucijami. Zdaj, to sodelovanje in povezovanje se vzpodbuja tudi v okviru delovne skupine North-South dialog v okviru združenja da GILD, kjer delujejo različne skupine oziroma centri odličnosti. Zdaj, Univerza v Ljubljani je vključena v 4 tovrstne centre, enega celo vodi. Lahko si na navedeni spletni strani, če vas zanima, pogledate več informacij, tudi glede sodelovanja predstavnikov tako strani Univerze v Ljubljani, kot tudi drugih univerz, evropskih in afriških. Čisto na koncu bi še omenila priložnosti glede izmenjav. Zdaj, sodelavka Bibi in pa kolegica Špela Sušec vam boste v nadaljevanju bolj podrobno predstavile posamezne programe. Poleg navedenih pa obstajajo tudi štipendije v okviru javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, ki vam omogočajo študijski oziroma znanstveni obisk v tujini, in sicer na institucijah, kjer delujejo slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci. Zdaj, samo trajanje takšnega obiska traja od 3 do 10 tednov. Za več informacij pa si lahko ogledate razpis, ki je objavljen na navedeni spletni strani. Povabila bi vas pa tudi še, da spremljate objave glede poletnih šol. Zdaj, za leto 2025 bodo po seznamu objavljen predvidoma konec aprila oziroma v začetku maja, kjer je tudi veliko priložnosti in razpisanih poletnih šol za doktorske študente. Na koncu samo še naši kontakti. Pišete nam lahko za kakršnakoli vprašanja na navedene naslove.